Podjetnik Rok Virek, po srcu Prekmurec, ki sicer živi v Ljubljani, je ustvaril poslovno zgodbo z imenom Pravljica na Veliki planini. Rok se je leta 2016 odločil za nakup in prenovo prve planšarske koče, danes pa ureja že tretjo kočo, ki bi bila na voljo za butične obiskovalce čez celo leto. Obe luksuzni koči s kaminom, ena tudi savno, tako Bistra kot Ojstrica skupno sprejmeta po 19 oseb, tretja pa bo verjetno največja izmed vseh. Trenutno smo v koči Ojstrica, tule na Veliki planini. Koča Ojstrica je tista, s katero smo začeli našo zgodbo Pravljice o Veliki planini. Je bolj ali manj že dovršena, končana. Tule za mojim hrbtom je tudi finska savna, katero bo čez nekaj dni prejela tudi njena mlajša sestra, koča Bistra. Zgolj nekaj korakov naprej od koče Bistra pa bo kmalu začela nastajati naša tretja koča. Rok pravi, da je Velika planina butična destinacija, ki se razvija. Na Gursu so denimo koče ocenjene na nekaj 15 000 evrov, sama prenova koč pa se giba okoli 100 000 evrov, pove Rok, in doda, da je potrebno pri zunanji prenovi planšarskih koč na Veliki planini slediti jasni regulativi, saj so na tej lokaciji možni samo 4 tipi koč, ki jih je določil arhitekt Vlasto Kopač. Nič kaj poceni pa ni niti vzdrževanje. Tudi prevoz na vrh ni tako samoumeven, kot se zdi, saj za vstop z avtomobilom potrebuje posebno plačljivo dovolilnico. Največkrat pa se v svoje koče odpravi z gondolo, če se kaj zaplete, pa tudi peš, saj te ne vozijo 24 ur na dan. Sezona dejansko traja od 1. januarja do 31. decembra. Nenazadnje Velika planina ponuja svoje lepote skozi celotno leto. Najbolj znana je morda zaradi žafranov, ki cvetijo spomladi. Potem neka posebna zgodba so krave in pastirji, ki pridejo na planino in jo zavzamejo poleti. Jeseni narava naredi svoje, menja barve, ponuja tisto res vse, kar premore. Zima pa je tako ali tako nenazadnje pravljična. Rok pa pravi, da mu brez podpore družine, partnerja in prijateljev ne bi uspelo. Na pomoč pa mu priskočijo tudi okoliški kmetje in pastirji. V letošnjem letu pa pravi, da bo zaradi povečanega obsega dela zaposlil še eno dodatno osebo.